Dobro jutro, dober dan, spoštovani in spoštovane. Moje ime je Darko Čuden. Marsikdo se iz mojega priimka heca, ker je nomen est omen. Ampak moja mama je zmeraj rekla, ni nič čudenega, če si čuden. Bolj čudno je, če si čudaški. Tukaj sem zato, da bi povedal oziroma prebral nekaj iz mojega prevajanja. Jaz namreč prevajam iz skandinavskih jezikov, ampak to germanskih, se pravi v glavnem iz norveščine, danščine, deloma iz švedščine. Prevedel sem celo nekaj sila kratkih, oziroma 2 kratki slikanici za otroke iz ferščine. Marsikdo niti ne ve, kje ta jezik živi oziroma obstaja. Včasih me ljudje sprašujejo, zakaj pa skandinavski jeziki, pa jim pač odgovorim, da ni nobene posebne filozofije zadaj. Jaz sem pač študiral germanistiko, se pravi angleščino in nemščino. Ostali germanski jeziki so pa ostali nekako skriti. In mene je nekako firpcalo, bi se reklo. Tako da sem začel se učiti najprej danščino, potem pa norveščino in potem je prišlo še do švedščine, ker to so pač sorodni jeziki. Tako, in zdajle vam bom prebral 2 kratka odlomka iz 2 knjig, ki sta išli letošnje leto. Ena je išla pri založbi Zala, ki ima izrazito tak zanimiv program, predvsem za otroke in mladino, tudi za odrasle sicer, ampak se z literaturo je pač tako, če je za mladino ali pa za otroke, je seveda to z mojega vidika tudi literatura za odrasle. Ta prva knjiga se imenuje Milijonček za prijaznost. Avtor je Arnfinn Kolerud, to je Norvežan. Gre pa preprosto za to, da mama, ki je očitno samohranilka, živi z otrokom, sinom, edinčkom, Frankom, in njima se posreči, da na loteriji zadaneta, se mi zdi, 24 milijonov nečesa. In zdaj se pa pojavi vprašanje, in to je rdeča nit tega romančka, kaj s tem denarjem. A bomo zdaj zapravljali na veliko, ali bomo živeli tako kot prej, pa mogoče kaj shranjevali, pa mogoče dajali komu drugemu in tako naprej. In to je seveda zdaj nabor nekih zgodbic, seveda predvsem z vidika Franka, tako da se zgodbice nizajo mama in Frank, potem Frank in sošolci, Frank in učiteljice, Frank na potovanju in tako naprej. Zdajle bom prebral odlomek iz šole, ko učiteljica razlaga oziroma poskuša prikazati učencem, kako je kaj s preklinjanjem. Zdaj pa vsi poslušajte, ukaže učiteljica v vsakem razredu. V prvem in drugem mora počakati, da šolarčki počistijo mizo in iztaknejo prst iz nosu in se zazrejo v tablo in potihnejo kot miške. Pustite Franka na miru. Frankec je tak, kot je bil. Iz zbornice pa se zdi, kot da ta edini cvet obletava na stotine čmrljev. Franku ure namreč minevajo kot odmori. Enkrat na teden zadnjo uro debatirajo, tokrat o preklinjanju. Med odmori se namreč preklinja na veliko, se pridušajo dežurni učitelji. Nekateri šolarji ne kolnejo nikoli, drugi pa še. Z odraslimi ni nič drugače. Če začne recimo deževati, marsikdo vzklikne: Uf, pa gre spet dež.
Kdo drug bo pa rekel: "O, jebem ti pa še ta dež." Če je veliko moških na kupu, se veliko besed začne na jeb. Nikoli ne rečejo uj ali opsala ali za božjo voljo. Rečejo le jebem ti. Kadar brcnejo žogo čez stransko črto, kadar jim spodrsne na ledu, kadar jim crkne telefon. Jürgen dvigne roko in pove, da je šel enkrat v trgovini mimo moškega, ki je pred polico s sadjem zinil: "Mater, da ne plačem 40 kron za tole grozdje." Razred se zareži. Redko se zgodi, da bi kak šolar vzkliknil: "Mater!", pa da se učiteljica ne bi razburila. Zgrožena je namreč, ker, če se tako hudo izražaš o ceni grozdja, kako se bo šele potem, če te bo res doletelo kaj hudega, recimo, če ti bo pogorela hiša? Odgovor na to vprašanje ni preprost, čeprav se Denisa prizadeva na vse kriplje in pretege. Šolarji se zahihitajo vsakič, ko kdo izumi kakšno novo kletvico. Po drugi strani pa, nadaljuje učiteljica, nekateri nikoli ne zakolnejo, kar je pa tudi malce čudno, kajti tu pa tam se kakšna kletvica prav prilega, a ne? "Ja," ji odgovori razred, "če te kdo prcne med noge ali če te povozi tovornjak. Takrat smeš zavpiti: Mater, kaj ti pa je? Ali ko skoraj potolčeš rekord v računalniški igrici. Ali če prikolesariš s 300-metrskega klanca. V takih primerih bo marsikdo zaklical: ti mater, pa smo zmagali." Babica od Aleksandre pa bi verjetno le vesela na balanci in vzklikala: "O, za Boga!" in "Sveta nebesa!" in "Ježišna!" To je stvar navade, meni učiteljica. Ko enkrat začneš preklinjati, se tega zlepa ne odvadiš. V Frankovem razredu 3 vozači pripovedujejo, kaj vse grdega piše v postajni Uti. Ko grdarije prepleskajo, se spet pojavijo nove. Zelo trapasto, kajti tam čakajo tudi prvički in drugarčki, ki se šele učijo brati in zdaj v Uti črkujejo eno grdo besedo za drugo. Še najlepše na steni je bilo: "Zastonj drek, pokliči ravnateljna." Grdih besed drugod ne vidiš, recimo na šolski tabli ali v trgovini ali v časopisu. Občutek imaš, da grde besede domujejo v postajnih utah, v hladnih lopah brez urad. Kaj so pa potem lepe besede, pobara učiteljica? Lepe besede, odgovarjajo šolarji, izgovarjajo ljubčki in ljubice, ali pa so zapisane v kuharskih receptih, ali pa uokvirjene na steni. Ko gre ura h koncu, se razred umirja. Učiteljica vpraša, ali je v redu, če se o tem pogovarjajo. Vsi so za. Nekateri se smehljajo, večina je resnih. Dobro, reče učiteljica. Na tablo jim napiše domačo nalogo do konca življenja. Preklinjaj po zdravi pameti.